Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Tokratni gost je fotografski in umetniški mojster, čigar delo je že desetletje vtkano v vsakdanje življenje Kopra. Pogovarjali smo se o njegovem vplivu na skupnost, o zgodbah, ki jih je skozi svoj objektiv ujel v spreminjajočem se mestnem okolju in o njegovi dolgoletni prisotnosti na Čevljarski ulici, ki nosi posebno zgodovinsko težo. Razkril nam je, kako so ga osebne in mednarodne izkušnje od Kanade do Benetk oblikovale kot umetnika. Poglejmo. Koper je mesto z bogato zgodovino, s tradicijo obrtništva, umetnosti. Vaša prisotnost v starem mestnem jedru je pa nepogrešljiva že desetletja. Kako menite, da je vaša fotografska dejavnost vplivala na skupnost in na zgodovino mesta? Kaj mislite? Poglejte, koliko je doprinesla samo v nadaljevanju tistega, kar je že bilo. Ker, kakor veste, je bil tukaj Likar, pa je Dojkovič bil, in so bili fotografi, ki so bili že kar precej let v tem prostorju, v katerega sem jaz prišel skoraj kot tujec, ne. In ker sem pa študiral v tujini in sem bil torej na novo prišlek za njih, ne, so bile to kar zanimive stvari v začetku samega obratovanja studia, ker jaz sem takrat prinesel iz tujine hitrejše postopke. In če je bilo takrat potrebno čakati za fotografije, za dokumente, ker se je takrat počelo stvari, ki je bilo nujno potrebno za delovanje pač v prostorju, posebno pa za slike za dokumente, sem jaz skrajšal to na rok par ur, ne. Tako da je res, da sem takrat prinesel novo tehnologijo, je bila Polaroid tehnologija, ki je takrat šele prihajala v svet. In tukaj pri nas ni bilo materijala, smo vse uvažali iz Italije. To smo imeli celo zapisano v dokumentih, ko so nam dali obrt. Tako da se je to spremenilo. Ne glede na kvaliteto so ljudje zaradi časovne stiske in vsega ostalega sprejemali slike, ki so bile ne tako obrtniško dodelane, ampak dovolj dobre, da jih je občina sprejela. Takrat smo tudi začeli s fotografijo v barvni obliki. Niso nam prepovedali, ker v zakonu ni pisalo, da barvna fotografija sploh obstaja. Tako da smo prvi, ki smo začeli to v Jugi takrat, ne, v stari Jugi. In potem je tako. Na začetku jaz sem bil tudi na novo pečen. Sem imel vse vrste novih poti, novih spoznanj, novih načinov. Z Likarco sva se kolikor toliko dobro spoznala, z Dojkovičem tudi. In mi pa smo šli svojo pot, ne. Jaz sem slikal tudi dosti časa za industrijske potrebe. Torej, takrat je bilo v Izoli mehanotehnika. Mehanotehnika je rabila za njihovo embalažo profesionalne fotografije in smo se takrat specializirali na formate večje od klasičnih, kar je bil normalen film, Leica film, potem pa je bil 6:6 film ali 6:9. Mi smo šli že na 9:12. Res, da smo kupili vse novo tehnologijo, smo šli na diapozitive, morali smo jih sami razvijati. Takrat je bilo to kar precej zahtevno delo. Niso bile luči, kot so danes, je bilo precej komplicirano. Ampak so bili z rezultati zelo zadovoljni pri nas in tudi v svetu, ne. Torej, embalaža, ki je šla v svet, je dobila ogromno pohval, ker smo jih mi tukaj zelo dobro naredili, ne. A veste, da se izdelek največkrat prodaja po embalaži, ne. Tako da smo ta segment pokrivali kar dosti let. To je bil tudi Jaka Jeraša in Mak takrat, ko je to delal, ne. Oni so bili tudi zelo dobri. Nismo si bili konkurenca, ampak smo si celo pomagali. Ampak tako da to je bilo tukaj na obali ena ponudba dveh fotografov, ki sta kolikor toliko obvladala obrt, ne. In kaj naj rečem, skozi leta potem so začele poroke, so začeli dogodki, so začeli vsi ostali dogodki, ampak glavni prihodek vsakega studia je nekaj, kar počneš vsak dan, ne. In mi smo počeli vsak dan dobro v dokumentih. In to nam je še danes ostalo, da slikamo največ dokumentov. Veste, da je bilo v Kopru pred tolikimi leti 9 fotografov, celo več, ne. Ampak to se je vse usipalo, glede na to, da je tehnologija spremenila svoje poti, šlo vse v elektroniko, vse na telefone in te stvari se več ali manj ne
printajo, tako kot so se takrat masovno, iz Leica format filma. Ne? Tako da to je samo ena pot, ki jo prehodiš in ta dobri ostanijo na njej, ki ponujajo ogromno različnih storitev, da dopolnjujejo manjko, ki se zgodi skozi en določen razvoj kogarkoli, ne? Vas, nas ali kogarkoli. Ne? Če se ne prilagodiš v našem primeru na elektronsko zajem slike in vse ostalo, nimaš nekih velikih možnosti, da boš preživel samo z enim segmentom fotografiji. Ne? Se upravičujem. Če se pa zdaj mogoče osredotočiva na Čevljarsko ulico, to nekoč je veljala mogoče za eno najbolj živahnih trgovskih žil Kopra, bom rekel. Kdaj ste se preselili na to lokacijo in je ta ulica skozi leta spreminjala mogoče svoj značaj? Ja, gledajte, vi ste mladi, ampak ne spomnite se Vrveža po tej naši ulici tukaj, ker ste vi sedaj v Kidričevi, glede na to, da je bila avtobusna postaja dol pri morju in glavna žila je bila ta ulica. Potem mi smo bili na začetku v Glagoljaški, tam smo samo lahko dobili prostor in čez nekaj let, zopet po sreči, ne po nekih ne vem kaj, sem dobil prostor v Čevljarski. Ampak to je zapletena zgodba, kako sem ga dobil, ker takrat ni se kar dalo tako enostavno dobiti prostor v Čevljarski. Je bilo pretendentov kar precej, ampak ker je bila takšna situacija, da je tisti, ki je ta prostor imel, ga dal meni v najem in sem mu zelo hvaležen, že pravi že pokojen. Tako da mi imamo veliko srečo v vseh teh letih z prostorjem Čevljar, v Glagoljaški, v Čevljarski, ki je bila glavna ulica takrat in je tudi sedaj, saj v Kopru. Tako da in ostajamo zvesti svojim sokrajanom s tem, da jim delamo čim boljše usluge, čim boljše slike, čim bolj, da jim gremo na roko in tako da zaradi tega smo koliko toliko popularni. Ja. Ste pa prej omenili tudi to polaroidno tehniko za dokumente. Kako pomembna je bila ta inovacija v bistvu za lokalno prebivalstvo? Zelo. Poglej, za kogarkoli je, kada se mu skrajša čas določene storitve, je za njega to esencialno, misliš si 14 dni ali pa en dan ali pa 1 ura. Torej, to je sedaj vidno na vseh segmentih v družbi, kjerkoli, vse je hitrost. Meni je žal, da tako, jaz sem rajši tisti način. Ampak, če ne greš v novi način, zaostaneš. Ne moreš iti naprej. Torej, ne da se zaustavljati tehnike in razvoja na noben način. Boš zaustavil, ne? Tako da mi smo hitro prešaltali v vse te sisteme. Takoj. Jaz vem, ko sem šel prvo slika, ko je bila sploh zajeta z Pixi, vem, da smo bili v Frankfurtu na sejmu in sem šel si narediti tisto prvo sliko. Jo nisem prinesel s seboj, ker sem jo nekaj založil, ampak tam je bila, Pixov je bilo, si jih videl, toliko, da si videl figuro, je bila velika izprintana slika, to je začetek sploh v zajemu slike z elektronsko obliko. In potem, ko če ti pomisliš, da se daje toliko pikslov na enoto, da jih so očesom ne vidiš, ali pa toliko, koliko jih lahko z očesom vidiš, torej se je skoraj zamenjal že film. Film ima drugo dimenzijo, ker ima več plasti in zajema lahko na več nivojih, govorijo, da tridimenzionalen je, samo na tretje dimenzije ti ne vidiš. Tako da danes primerjati tisti čas z današnjim časom je nonsens, se ne da. Ja. Ne da se. Pa menite, da je fotografija kot umetniška zvrst danes mogoče malo manj cenjena zaradi vse prisotnosti teh pametnih telefonov? Ja, je manj cenjena, ne zaradi tega, da ni ogromno lepih fotografij. Jih je preveč. Torej je preveč, potem danes je fotografija banalizirana. Zaradi tega, ker več ne veš, kaj je prav, kaj je res, kaj ni res. V vsako fotografijo lahko toliko posežeš in spreminjaš, da to ni več to. Prej smo mi tudi delali retuš, ampak smo delali retušo na fizični podlagi, ki je bila minimalna in se ni dalo, lahko si tudi delal čudeže, ampak ni se dalo toliko tega početi, kar lahko danes počnejo ljudje. Z orodji, ki jih imajo pač na razpolago. Danes pa z novo umetno inteligenco, pa da sploh ne govorimo. Vse ti narišeš sliko, veš, da te vidi.
ne samo poveš, ali pa jo vprašaš. Ne. Tako da to je tudi za umetnost zelo veliki problem, ne, današnjega časa. Tudi umetna inteligenca v umetnosti počne stvari, ki si jih danes niti predstavljati ne može več. Ne. Tako da. Je pa vaša življenjska pot zelo zanimiva in pestra. Rojeni ste v Celju? Rojen sem v Celju, ampak primorskim staršem. Ne. Moji starši so Sočerge, ampak... Tako. Otroštvo, mladost ste pa preživeli na Primorskem. V Izoli in potem tukaj v Kopru. Ste pa 6 let živeli v Kanadi, potem ste diplomirali na Likovni akademiji v Benetkah. Kako so te življenjske izkušnje oblikovale vaše delo in odnos do umetnosti? Poglejte, jaz sem imel predispozicijo za slikarstvo. To sem že dostikrat povedal, ker že v šoli smo bili določeni, ni nas bilo dosti, ampak ki smo izstopali iz množice po temu, da smo malo boljše delali. Ne? Potem to imaš v sebi. Jaz vem tudi, ko sem očetu pomagal, ki je bil teracer, kako je bil, pa pri barvanju stanovanj, sem imel to v sebi. Ne? Verjetno s tem, tudi sem že rekel, s tem rodiš, potem pa vprašanje, koliko to neguješ in koliko to razvijaš. Ampak imaš eno prednost v stvareh, ki jih boš lažje počel, če jih že imaš prirojene. To v muziki, v športu, kjerkoli. Ne? In zmeraj sem imel željo po slikanju. Ne? In ker pa nisi mogel zmeraj zaradi življenjskih okoliščin slikati, sem torej prešel na fotografijo, ki je medij blizu slikanja. Ne? In tam se tudi lahko izražaš precej umetniško, ampak pustimo, kaj je danes umetnost v fotografiji, ker je to tudi tolmačeno na različne načine. Torej ne bi sedaj rekel, da sem delal umetniška dela, ne, sem delal tudi zelo dobra dela, ne, ampak da bi se pa poistovetil s tem kot z umetnostjo, z moje strani ne, ker v fotografiji ti lahko manipuliraš z mehaniko in za časom in za vsem ostalim, ne moreš pa misel zajeti. Ne. V slikarstvu je primarna misel, ne. Ni to, kar vidiš in to naslikaš. To je določen nivo, ki ga v razvoju daješ skozi, ampak to je in tudi z barvami posežeš v gledalčev feeling in občutek, ne? Ampak če pa hočeš v resnici res biti slikar, moraš izražati misli. Ne? Torej pred belim platnom moraš narisati stvari, ki jih misliš. In to ni tako enostavno, ne? V nobenem pogledu. In še, poglej, jaz sem že zelo star in še danes težko rečem, da sem slikar. Ne? Razumeš? Sem dober egzekutor, naredim zelo dobre stvari, ne? Ampak sem bil nekaj časa v tem polju, da sem slikal stvari, ki so ozaveščale za situacijo, ki sem jo jaz videl, gledalca, tako da ga je mal je imel neko vprašanje pred delom, ne? To je zelo temačno. To ni tako enostavno. Ker lepe stvari koga zanimajo. Ne? Zanimajo več ali manj. Lepe stvari naj bi imel v življenju skoraj zmeraj. Ne? Ampak grde pa te pretresejo. In ko rišeš te stvari, si tudi ti pretresen. Ne more biti z tvojega duševnega stanja, ki ni v tistem ambientu, narejeno nekaj, kar bi jo zaveščalo. Torej, jaz sem se stalno odločil, da tega več ne bom počel. Tako da rišem stvari, ki so za dušo, za lepoto duše, za lepe stvari. Ozaveščam ne več. Mogoče bom še kdaj, ampak ta moment ne. Je pa tudi sklepano vaša umetniška pot povezana z dediščino vaših prednikov. Kako je s tem? So tudi jaz sem na eni likovni delavnici. Mi je ena od teh, ki vodite, rekla, da če vem, da so moji predniki risali freske, nisem vedel. In potem mi je povedal, kje te freske tudi so. Nisem šel niti pogledati, zamisli to. Ampak mogoče bom še šel. Ampak to je, poglej, jaz mislim, da nobeden od nas ne more kar nekaj začeti risati, če nekaj nima že prej. In to dobro narediti. Tako da mislim, da je to v naši genski zasnovi, saj vidim po vnukicah, po določenih, kako že sedaj rišejo. Ne vse,
Ma nekatere. Ne? Nekatere imajo neverjetno razvit čut za slikarstvo, včasih pa tudi sin. Zadnjič sem videl na njegovo sliko, ki je bila nagrajena v šolskem sistemu, nisem mogel verjeti. Jaz osebno nisem jo videl, ker jo je naredil, kot da so res v šoli. Ne? Ampak nisem mogel verjeti, da je to njegova slika. Tako dobra je, slikarsko dobra. Tako da ne veš, kako so te stvari, ali pa veš, ampak predvidevaš, ne. Ampak imamo nekaj v tem. Če ostanemo zdaj v slikarstvu, stereogrami, ne, ste jih vnesli tudi v svoje slikarstvo. Kako ste prišli na idejo, da v bistvu ste združili to tehniko z motivi, kot so soline? Poglej, stereogrami, ne vem, če ljudje nasplošno vejo, kaj stereogram je. Stereogram je tudi, če ti pogledaš žico, razumeš mrežo in pogledaš skozi ne točkovno, ampak paralelno, se bo tista mreža postavila v stereogramsko obliko, bo bil zamik, jo boš videl v drugi dimenziji. V stereogramu je tako, da ti pogledaš določeno stvar točkovno, vidiš tisto stvar, ker dve sliki oko se stavi v eno sliko. Če pa ti to isto stvar pogledaš paralelno, mimo nje, dobiš dve sliki. In tiste slike se spreminjajo ko gledaš točke, te dve sliki se od tukaj spremenijo, ne od tukaj noter, ampak od razdalje, ki je tako, ne tako, ne. Ker ti, ko gledaš, ali kdorkoli od nas gleda, do 6 metrov imaš tretjo dimenzijo. Po 6 metrih jo nimaš več, ker je vid že skoraj paralelen. Tako da do 6 metrov ti lahko vidiš stereogramsko. Pomeni, če je kocka pogledana z ene strani in z druge strani, možgani naredijo tretjo. Zmeraj. Če bi pogledal z eno stran, pa z drugo stran, potem ti, ko pogledaš, ko vidiš tretjo. Tako je vid narejen. Jaz sem šel potem, ker sem imel slab vid, sem šel na sistem Vecove po Vejcu, na sistem popravljanja vida, in tam je ogromno teh tehnik in vsega ostalega, ko ti pokaže, kako oko dela, kako je percepcija očesa, če drugače gledaš. In potem, ker smo mi tukaj na takšnem območju, se je dalo, ker morajo biti ponavljajoče stvari, da iz dveh ponavljajočih stik naredi tretjo, in tista gre v globino. Tako da ni nas dosti, ki to počnemo, ker če se ne ukvarjaš z očmi, težko do tega prideš. Stereograme rišejo elektronsko računalniki, ki to tako postavijo v črtah, da potem dobiš ne sliko, kot je moja slika, ki moja slika je vidna v perspektivi, res za narobe perspektivi ne zaznaš takoj. Ti vidiš normalno postavitev, takšno kot je, ki če bi šel pogledati ven, normalno sliko. Če je za nami kakšna slika, jo vidiš normalno. Ma tisto sliko, če pogledaš skozi paralelno, je tisti delček, ker so ptice, soline ali karkoli, kupčki soli, postane tridimenzionalno. Ne vem, če si videl, ali če si pogledal, ampak gre res globoko trjavo. Če jo imaš na steni, ti naredi luknjo prav v steno. To je res 3D, pravi 3D. In je dobro za meditacijo, ker ko si tam, ne moreš biti drugje. Ali si v njej, ali si zunaj. Je meditativna zelo. Ste pa se tudi udeležili številnih razstav, tudi v tujini. Ste nekakšna priznanja, dosežke, posebej ponosni? Če tako rečem, da sem ponosen, ne, ker nimaš kaj biti ponosen, ne delaš in si vesel, ampak ponosen zakaj, ne. Ampak sem pa bil zelo, zelo srečen, ne ponosen, ampak srečen, ko smo bili na eni razstavi, ker sem imel eno zelo veliko sliko v Italiji in so bile samoolke, ni bil stereogram, ampak so ljudje stali pri njo v vrsti, za ogledati. In mi je bilo, poglej, ko so prva sliko, ko sem jo narisal, prinesel, je bil sončni zahod, prinesel svojim sošolcem, niso mogli verjeti. Že takrat sem čutil tisto v telesu euforijo, ki jo težko opišeš, če ne dosežeš. Tako, kot če dosežeš kakšen športni rezultat in si euforičen pri zmagi. Tako je recimo tudi, ko smo veslali. Če smo bili prvi, ker sem tudi veslal, ogromno let. Če si bil prvi, je tisto nepopisno.
imaš en drugačen občutek v telesu. Pomeni, vsi ti, ki se ukvarjajo s stvarmi, ki so malo več od povprečja, to doživljajo. Ne? In to so res neverjetni občutki. Koliko ti dajo te sreče in koliko je to dobro, ampak je nekaj posebnega. Ne? Vsekakor. Ja. Nekje sem zasledil, da ste izjavili, pa popravite, če se motim, da naročeno delo umetnika omejuje, najuspešnejši pa je tisti, ki je neodvisen in svoboden. Ja, to ni treba dosti razmišljati. Kaj ste hoteli s tem povedati? Poglej, vsakič, ko greš v karkoli, ne počneš kar tako. Ne. Počneš z mislijo, da bi nekaj ustvaril, ampak počneš z mislijo tudi, da bi nekaj prodal. Ne. Zdaj, že si kompromitiran. Ne. Če greš in slikaš z absolutno, mislim, samo z željo po slikanju, boš naslikal karkoli, kar mogoče ne bo všeč publiki. Pa tudi ti mogoče ne bi hotel pokazati. Tako da je to zelo osebno. In sedaj, ne vem, kaj bi rekel, jaz mislim, da če ti naročijo sliko, si obrtnik. Ne? Razumeš, to nisi ti. To vejo, da dobro lahko narediš nekaj, ti prinese, ti da predlogo in boš to naredil. Ne? Ampak to je obrt, to ni slikarstvo. Ne? Ja. In v tem sem jaz tudi zelo dober, pa nočem tega početi. Tako da že na akademiji so, če je bil kdo zelo dober v ekzekuciji svojih del, so ti Avstrijci ponujali, da bi delal ponaredke. Ne ponaredke, ampak slike starih slikarjev, ki jih oni potem prodajajo. Ne kot fake ali pa kot original, ampak kot ponaredek. Ampak te stvari te zamorijo. Tako da je to kot navadno delo, reč fotografiram. Da vsaj malo, če naredim dobro sliko komerkoli, je vsaj on zadovoljen. Če naredim ali poroko lepo ali kakršnokoli delo, ki je v fotografiji, je delo, ampak če so ljudje zadovoljni, si tudi ti zadovoljni. Ne? In jaz imam zelo veliko težnjo, ker sem perfekcionist, da delam vse čim boljše. Ne? Ja. Če pa pogledamo mogoče današnji čas. Mogoče to tako smešno vprašanje, ampak kakšen nasvet bi dali mladim slikarjem, fotografom, ki danes vstopajo v ta umetniški svet, v to sfero? Glejte, vsak, ki vstopa v to sfero, ima že določen cilj. Ne? Ker če imaš določen cilj, se boš moral izobraziti. Ne? Brez izobrazbe ne bom rekel iz fundamenta, iz začetka naprej, ti bo manjkalo zmeraj v tvojem delu kakšen segment, ki bo viden. Ne? Torej, kdorkoli lahko naredi določeno, recimo, figuro, ki jo riše kot amater, tisti, ki pozna anatomijo, in če jo pogleda, ve, da nima znanja. Ne? Nima tistega znanja. Pri sliki, ki je pa lahko zelo, zelo abstraktna, pa je samo par elementov anatomije nakazanih, veš, da je slikarska. Torej, znanje se izraža v vsemu. V vseh delih, v vseh poklicih je znanje od temeljev naprej zelo, zelo važno. Torej, recimo, fotografija bazira v svetlobi na dela starih slikarjev. Vsi sistemi in vsi načini in vsi priznani načini osvetljevanja so že napisani in kodirani po slikarjih. Tudi luči, ki so bile na začetku samo ena in je osvetljevala prostor, so se pozno začele dogajati v slikarstvu z več lučmi. Tako da nikdy samoumevno vse, kar vidiš, in če ne razumeš, zakaj je tako. Samoumevno ti lahko vidiš, ampak potem, kako boš to razložil z zlatega reza do vsega ostalega, če nima znanja. Zato sem jaz tudi šel na akademijo, zaradi tega, ker mi je manjkalo znanje. Torej, nisem tam dobil znanje o slikarstvu. Dobil sem znanje o umetnosti, o vsemu, na splošno. In tisto te potem oblikuje tudi v delu. Ja. Vaša pot kaže, da ste v bistvu skozi vse življenjske izkušnje ohranili povezanost s fotografijo, slikarstvom. Imate mogoče kakšne načrte za prihodnost? Se bomo še srečevali na Čevljarski ulici?
Ja, si rekel tudi s hrano. Ne? Jaz sem imel zelo dobro izkušnjo z presnojedstvom. 10 let sem bil presnojedec, čisti presnojedec. Nisem fuliral, kako nekateri rečejo, da so to, pa niso. Ne? Torej, čisti presnojedec. In sem tako hudo zbolel, ker mi je primanjkovalo B12, da sem imel kar dosti let potem, posledice po temu. Ne? Tako da, kogarkoli, ki si misli, da lahko danes je enostransko z enim načinom, ki ga dobiš kjerkoli, naj ve, da ne počne dobro. Imaš 4-letne čase, imaš lahko veganstvo poleti, ne moreš ga imeti po zimi in tako naprej. Ne. Torej, moraš biti zelo zaveščen in moraš to poskusiti na sebi. Ne to, kar bereš. Ne. Tudi jaz, ko sem poskusil in sem zbolel in sem šel na pregled na inštitut v Ljubljano, niso takrat niti vedeli teh stvari, ker je bilo to že toliko let nazaj. Ne. Ampak potem, ko mi je doktor dal diagnozo in so prišli do tega, kaj je bilo z mano, je rekel, ja, vi naše niste prebirali. Ne. Vi ste prebirali samo tisto, kar je vam pasalo. Tako da tudi potem, ko sem jaz in Helmut Wanmaker, ki je potem to knjigo napisal in je še dopolnil, nekateri čistuni, lahko rečem ta izraz, so celo njemu porekali, ki je človek dal skozi na sebi. Torej, tako da v prehrani moraš biti zelo, zelo previden. Tudi jaz sedaj sem recimo, če že govorimo o prehrani, sem na keto dieti po zimi, poleti sem pa na veganstvu. Razumeš? Res, da preferiram žim več ne vem, če veš, kaj je keto. Ja, poznam. Ja, če poznaš keto. Ampak res, da preferiram tudi poleti čim manj ogljikovih hidratov, rafiniranih in vsega ostalega, da jem samo sadje in zelenjavo, in malo mesa ali pa skoraj nič. Ampak po zimi pa ne moreš biti na temu. Če ti ješ sadje in zelenjavo po zimi, si hladen, te sploh ne greje. Ne moreš, je težko to. Seveda. Da sploh ne govorimo, kaj boš dal v Eskimu jesti zelenjavo. Te prosim, ti bi to boš jedel kaj? Ti bi to boš jedel samo mast, drugega ni. In tako naprej. Tako da daš ogromno skozi, sam če plačaš davek sam pri sebi, se malo strezneš. In jaz sem ga plačal. Tako da bi zelo, zelo vsakmu človeku, ki gre na eno in tisto drži smeraj, osvetoval. Najboljše je po letnih časih lokalno in spreminjati, tako da kolobariš telo, tako rekoč. Ne moreš biti drugačen, ne moreš mere isto. Ja, vsekakor. Ker ti narava ne daje tega. Ja. Ti da, ker ti greš kupiti in imaš v hladilniku, ampak narava na polju tega ni. Torej moraš biti malo tako, zdravi razum. Zdaj, ki ste omenili naravo, kakšni mogoče fotografski prizori, bom tako se izrazil, so vas navdušili? Mogoče bolj narava, kakšni interjeri? Kaj vas je najbolj intrigiralo? Bolj narava. Narava? Ampak, da bi dosti slikaril naravo, ne. Ni me toliko privlača. Če sem rabo kakšne podloge za potem slikarstvo, ja. Ampak da bi prav se ukvarjal z naravo, ne. Razen, če sem bil včasih povabljen v kakšne delavnice, ker smo to počeli pa v sklopu ene širše dejavnosti. Takrat sem pač se kratko uživil v to in delal stvari, ki nik drugače ne bi. Tako da vse sem naredil kar precej lepih črno-belih slik, ampak tukaj jih nisem prinesel, ampak ko naredim določeno stvar, zgubim interes za njo. Je tako. Torej, če nekaj lahko dosežem, ne bom to ponavljal. Tako smo verjetno narejeni. Tudi tehnike v slikarstvu sem zmeraj razvijal naprej. Zmeraj naprej. Težko ponavljam nekaj, kar sem že dosegel. Ja. Kaj predvsem v tujina, ki smo omenila Kanado, Benetke, ste tam dosti ustvarili, fotografirali mogoče tudi takrat? Ne, samo slikal. Slikal? Ja, takrat sem slikal, ker je bilo to nujno potrebno za šolski program, in nisem se ukvarjal takrat s fotografijo. Da bi kaj več od tega, kar je bilo nujno potrebno, počel.
je bilo slikarstvo primarno. Ne? Tako da. Kaj pa če se osredotočajo mogoče na to vprašanje o vrednosti umetnosti? Ne? Ja. Kako bi vi osebno opredelili umetnost, mogoče to je tak širši pojem danes, ampak v smislu, tale estetska vrednost še vedno nosi ta pomen, ki dejansko lahko spreminja tudi svet, ali se je to malček izgubilo skozi čas? Kaj mislite? No, jaz bi rekel tako. Vse vprašanje, koliko je določenih stvari na ponudbi. V času slikarjev in tehnik, ki so bile omejene in ki niso bile zmožne reproduciranja v masah, ne, je to bilo po naročilih in je to imelo vrednost že samo po sebi v vsemu, ker je vse najboljše stvari so bile narejene za najbolj bogate in za ambiente v cerkvah, v najlepših vilah in vse ostalo. Ma to je bilo malo umetnosti, malo po naročila. Ne? Tako da ti so pustili in so to redkosti. Od slikarstva do česarkoli, tudi v arhitekturi, v vsemu, je to redkost. Ne? Sedaj potem, ko so začeli reproducirati z stroji določene slike, in to že dosti let nazaj, ne, so slike, ki so potem preplavile določene znane slike, dajale manj vrednosti slikam, ki so bile originali. Ne. In potem se jih tudi publika ali pa kdorkoli zasiti. Ne. In ko je trg postal toliko zasičen, se potem zmeraj iščejo tiste raritete, ki izstopajo iz tega in so potem tiste vredne. Ne, in tako naprej. Ampak zmeraj je vredna rariteta, kjer je manj. Ne. Torej, sedaj v tej poplavi vsega, kar imamo, je banalizirano skoraj vse. Ne. Res je dobro, ne, ampak vprašanje, z katerega vidika gledaš. Ne. Tako da, kaj to prinaša za prihodnost, težko rečeš. Ne. Ampak vse stvari, ki pa iz preteklosti v majhnih količinah daš na trg, dosegajo izjemne vrednosti. Ne. Tako da danes pa, kar se daje na trg kot rariteto, se pa da takšne banalne stvari, da se vprašaš sploh, kaj je umetnost. Ne. Ja. Ko vidiš določene stvari, kakšne cene dosegajo ne starih slikarjev, ampak novodobnih slikarjev, se vprašaš, kam gremo. Ne. In to tudi ceno določa, kako sem tudi že rekel ali pa napisal karkoli, ceno določa zmeraj trg. Ne. Ampak na trgu je vprašanje, kdo tisto ceno dviga. Ne. Ker imaš tudi organizacije, imaš tudi ljudi, ki znajo to ceno umetno dvigati. Ne. In zdaj, če nimaš ti care organizacije, ne boš uspel. Ne. Je skoraj nemogoče. Torej, vse je bazirano na tem, kako so vse niti dobro sestavljene skupaj, da nekoga lahko dvignejo gor. In ne more biti vsakdo. Ja. Lahko si ti dober, ma to še nič ne pomeni. Seveda. To je isto, če ti ali pa jaz napiševa dobro knjigo, jo dava v predal in noben ne vidi, ni reklamirana, kam bo šla. Tam bo bila. Tako da je vprašanje. No? Tako da jaz sem zadovoljen s svojim slikarstvom samo v tem, ko vidim odziv publike. Ne? Če so oni zadovoljni in te pohvalijo in vse ostalo, in ni važno, da je ne vem kako ozaveščena publika ali pa navadna publika. Mi je čisto dovolj. Ker če bi bil drugačen, bi bil v drugi sferi. Mislim, jaz sem takšen. No. Pa tudi sklepam, da imate tudi nek drugačen pogled v smislu na neko estetiko. Ste tudi Koper doživljali drugače skozi zgodovino? Ko ste fotografirali, ste mogoče tudi Koper naslikali? Ste imeli take umetnine tudi? Ne. Poglej, jaz Koper, že stare slike so meni dovolj. Te, kar so že drugi pred menoj slikali. Razumem. So slike, ki so dovolj. Potem imaš določene fotografe, ki so to počeli in so naredili in zajeli zelo lepe slike. Čeprav dosti teh slik je bilo delano v komercialne namene, ampak so vseeno zgodovinsko zelo vredne. Sedaj, da bi se pa prav spuščal v fotografijo samega mesta in njegovega preoblikovanja skozi čas, se mi nikdar ni, mislim, meni se ni me to privleklo. Nikdar. Niti Izole nisem slikal, čeprav Izolo sem večkrat slikal, ker je imela lepo veduto, ampak to je bilo vse.
par fotografij. Ni me to toliko zanimalo. Zdaj za konec imam eno tako, bom rekel, osebno vprašanje, pa verjamem, da tudi bi kakšnega od naših gledalcev to zanimalo. Verjamem, da ali pa mogoče, ste slišali nekoga, ki reče, ta je pa mene fotografiral za osebno. Ja. To najbrž še vedno ostaja. Jaz mislim, da ta kotiček na Čevljarski še vedno posebno nekateri, ki se sprehajamo mimo, imamo neke spomine na to, kako smo bili fotografirani. Tudi nekatere fotografije so bile izpostavljene v vitrini. Ali se to še vedno tako ohranja? In še vedno je, ker poglej, fotografija je zelo subjektivno, zelo osebna. In vsak se skozi fotografijo, ko sam sebe vidi, identificira lep, ne lep, svojo podobo nekje, kako jo lahko prodajaš, tako rekoč rečeš. In če ti narediš človeku, čeprav čisto za dokument fotografijo, pustimo mi portrete, dovolj lepo sliko, te ne bo nita pozabil. Ker se skozi njegovo časovno slikanje v življenju lahko zgodi, da je večkrat slikan slabo kot dobro. In če je dobra slika, si jo bo zapomnil. Kako si jo jaz zapomnim in jo imam zmeraj v mislih, to, ko mi je bila v Izoli likarca naredila, ne likarca, ampak Benčič, zmeraj jo imam v spominu. In zmeraj bom imel. In to vidim tudi, ko prinašajo stare reprodukcije, ko prinašajo slike, ki so jih imeli pri sebi, ko so že zdrsane in vse ostalo, pomeni, da slika ima svojo vrednost, ki je duševna vrednost. Ti z enim pogledom je 1000 besed na sliko, ne rabiš, je dovolj samo videti. In to so zelo, zelo subtilne in lepe stvari in ljudje se spominjajo. Vse, kar jim jaz lepega naredim in kar mi uspemo narediti, tudi grdega, če se zgodi, poskušamo popraviti ali karkoli, ampak ponavadi naredimo lepo. In ljudje so zadovoljni in to bo ostalo, ker vsak ali pa ogromno ljudi ima eno od naših stik v denarnici ali kjerkoli. To pomeni, da je ena splošna prisotnost tega duha, da pri meni lahko dobiš lepo sliko. Tako da jaz se matam, zmeraj se bom, dokler delam v fotografiji in tudi je prenešeno tako naprej, da tudi drugi se matajo. Mislim, je tudi zelo dober v temu in tako da kolikor bo pač fotografija bila potrebna v tem prostorju, bomo mi ustrajali. Ker je to ogromen segment. Tukaj so reprodukcije, so popravila starih slik, so presnemavanje, en kup stvari je. Kup stvari ni fotografirane z osebno. Pa tudi slišal sem, imam en vizualni spomin, da imate ukvirjeno eno perje na steni. Kaj je to? Bi nam zaupali. Mi smo toliko let imeli indijskega kosa, 19 let je bil z nami in vsi, ki so prihajali v Koper, takrat tudi turisti, z Ljubljane pa z okolice Slovenije, ki so za to vedeli, so ga prišli pogledati. In je bil zelo, zelo simpatičen, ker je izgovarjal en kup besed, in to tudi ne pozabiš, ker govorečega ptiča ne srečaš kjerkoli, kako smo mi hodili v Trst, ne vem, katero trgovino, po 2 trgovini, ker so imeli ptiče, ki so govorili, smo šli z namenom tudi, da slišimo ptiča. Torej, to so takšne subtilne stvari, ki so ostale in smo dali njegovo perje gorko na njegov spomin. Nismo pa hoteli več vzeti, ker bi lahko, ker potem skozi čas poznaš, da ptiči imajo trose in vse ostalo in da za zdravljenje njih najbolj slabo. Tako da smo se odrekli potem naprej. Drugače bi še imeli. Indijski kos je zanimivo, res zanimivo. Imenoval se Ervin. Ervin? Tako, neko pogled sva naredila za naše gledalce. Verjamem, da prebivalci Kopra in širše vas poznajo to lokacijo in jaz bi v bistvu za zaključek izkazal eno hvaležnost za vse fotografije, za vse, kar ste v bistvu prispevali in nekako obogatili to neko, bom rekel, kulturno dediščino in hvala konec koncev tudi za moje osebne fotografije. Tako da to je ena lepa sled, ki jo puščate Kopru. Tako da se vam zahvaljujem za današnji pogovor in vam želim vse najlepše. Dobro, najlepša hvala za povabilo in da sva kaj rekla. Z veseljem. Hvala. Hvala. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.